Pozdravljeni. Danes bomo skupaj skušali ugotoviti, od kod izvirajo težave Red Bulla in njihovega bolida RB20. Predvsem po veliki nagradi Italije se mnogi navdušenci sprašujemo, kam je izginila vsa tista prednost ekipe Red Bull, ki smo jo videli še na začetku sezone 2024. Sedaj prehajamo v zadnji del sezone in zanimivo bo videti, kdo bo na koncu postal prvak tako med vozniki, kot predvsem med konstruktorji. Ampak mnogi se sprašujemo, kaj je tisti pravi razlog, da kar naenkrat Red Bull RB20 ni več tako konkurenčen, ni več skorajda nepremagljiv, kot je bil na začetku same sezone. V zadnjih urah so se v medijih pojavile izjave Christiana Hornerja. Ta pravi, da pravzaprav imajo težave v vetrovniku, da ni korelacije med tistim, kar so izračunali v vetrovniku in onim, kar jim kaže proga. In seveda to neskladje med virtualnim svetom, torej vetrovnikom ali simulacijami CFD in tisto realno sliko na samem terenu, je lahko eden izmed razlogov. Ampak mnoge druge ekipe so imele podobne težave. Naprimer, Scuderia Ferrari. Dno, ki so ga uvedli na veliki nagradi Španije v Barceloni, ni delovalo. To so priznali sami, tu smo videli tudi mi, ko so na naslednjih dirkah uporabljali starejše rešitve. In tu se lahko začnemo spraševati, ali pri ekipi Red Bull so imeli kakšno tako izboljšavo prav na določeni dirki za veliko nagrado, ki bi lahko vse skupaj porušila. Najprej se moramo vprašati, kdaj je začelo iti slabše Red Bullu. To, da nimajo take prednosti kot v lanski sezoni, je bilo jasno že na začetku leta, ampak kje je bila tista prelomna točka? In če malce pogledamo rezultate in če se spomnimo, kaj se je zgodilo na dirkah, bi lahko dejali, da prelomna točka je bila tam okrog velike nagrade Velike Britanije. Namreč na veliki nagradi Avstrije je res zmagal George Russell, ampak Max Verstappen je bil konkurenčen. Le tisti trk z Landom Norrisom ga je oddaljil od zmagovalnega odra. Torej, v primeru velike nagrade Avstrije ne moremo govoriti o tehničnem vzroku za slabši rezultat, ampak o športnem vzroku za slabši rezultat. Ampak na dirki v Silverstonu, ker je tudi konfiguracija proge malce bolj zahtevna, se je zgodilo nekaj. In ko sem pogledal novosti, ki so jih pri Red Bullu upeljali prav na veliki nagradi Velike Britanije, so tam imeli novo dno. In novo dno, podobno kot pri Ferrariju, bi lahko bil tisti vzrok, zakaj RB20 ni več tako konkurenčen, tako učinkovit. Videli smo, da na zadnjih velikih nagradah so v bistvu začeli nekako komponirati skupaj različne dele različnih izpeljank dna, ki so ga pripravili v letošnji sezoni. Po eni strani, da so prihranili na seveda samem razvoju, po drugem, da bodo lahko ugotovili točno, kje je tista hiba, na katerem delu dna se pojavljajo največje težave. Ampak to je lahko samo ena izmed možnih razlag. Na veliki nagradi Italije bi lahko dejali,
da je bil Red Bull v najslabši formi, kar smo jih videli v sezoni 2024, seveda do tega trenutka. Zdaj se lahko začnemo spraševati, je res samo ena komponenta, recimo dno, tista odgovorna točka, ki je Red Bull tako oddaljila od onih prvih mest na zmagovalnem odru. In tu imam sam tudi svojo teorijo, ki je lahko soodgovorna za slabšo formo, predvsem Maxa Verstappena na veliki nagradi Italije. Najprej je treba povedati, da tudi v lanski sezoni, naprimer na kvalifikacijah, Red Bull ni bil najhitrejši, ampak je bil presneto blizu. Namreč lani je bil najboljši Carlos Sainz mlajši. Njegov čas je bil minuta 20 sekund in 249 tisočink. Max je za njim zaostajal dobro stotinko, torej skorajda nič. Ampak letos je Lando Norris napravil najboljši čas v minuti 19 sekundah in 327 tisočinkah. Če malce zaokrožimo, je bil Lando Norris letos skorajda sekundo hitrejši od Carlosa Sainza mlajšega lani. Kaj pa Red Bull? Če je bil lani Red Bull skorajda tako hiter kot Ferrari, je letos na 7. mestu Max Verstappen imel čas minute 20 sekund in 22 tisočink. Torej, zaokroženo je Max Verstappen svoj čas izboljšal samo za približno 3 desetinke in ne več. In tu se lahko začnemo spraševati, je res samo dno odvisno za toliko slabši čas? Namreč Monza je specifična proga. Tu je mnogo odvisno od končne hitrosti. Mnogokrat ste me že slišali, da sem izjavil, da v bistvu pri Monzi gre za nekaj ravnin, ki jih povezujejo med seboj izjemno kratki ostri ovinki. In sedaj se lahko začnemo spraševati, ali je tu ta navezava morda tudi pokazatelj neke izjemno zanimive teorije. Pustimo sedaj pri strani težave, ki jih ima Red Bull RB20 z dnom, drugače ne bi delali takih eksperimentov z različnimi komponenti in ne bi sestavljali, kakor ga oni imenujejo, dno tipa Frankenstein. Ampak vidimo lahko na uradnih tabelah, tako na dirki kot na kvalifikacijah, da Max Verstappen ni dosegel ne vem kako blestečih končnih hitrosti. In običajno bi dejal, da pravzaprav končna hitrost ni tisti pravi pokazatelj forme določenega bolida. Ampak Monza je specifična, tu v Monzi je. In sedaj se lahko začnemo spraševati, kaj je bistveno za doseganje visoke končne hitrosti. In prva točka, ki jo mnogokrat poudarim, je zračni upor, ki ga ima bolid. Torej, zračni upor, tista sila, ki preprečuje bolidu, da bi izkoristil vso moč pogonskega sklopa, ko se skuša po ravnini prebiti naprej in doseči tisto teoretično maksimalno možno hitrost. Ampak videli smo z tistimi spremembami, s tistimi izboljšavami, s tistimi paketi, ki so specifični za Monzo, da so se pri vseh ekipah trudili imeti čim manjši zračni upor. Ampak omenil sem še nekaj drugega. Da za doseganje visoke končne hitrosti, poleg nizkega zračnega upora, je potrebno imeti tudi močan pogonski sklop. In morda je tudi tu, predvsem pri Maxu Verstappenu, ena izmed tistih točk, ki so pomembne. Namreč Max Verstappen je na veliki nagradi Belgije imel že 10 kazenskih mest, ker je vgradil 5. motor z notranjim izgorevanjem. Ampak vse izhaja iz velike nagrade Kanade.
kjer je seveda njegov pogonski sklop Honda, njegov motor z notranjim izgorevanjem, imel neko okvaro in to popolnoma nova enota. Seveda prisiljeni so bili v menjavo in Maxu je dobesedno zmanjkalo novih enot. Zadnjo izmed tistih dovoljenih je vgradil na veliki nagradi Avstrije, ki je bila tudi zadnja dirka, kjer bi lahko dejali, da je bil Red Bull v boju za zmago. In če se spomnimo na veliki nagradi Belgije, je Max Verstappen menjal samo motor z notranjim izgorevanjem. Dobil je 10 kazenskih mest, sedaj pri vsaki naslednji menjavi tega elementa jih bo imel po pravilniku samo 5. Ampak pogonski sklop ni samo motor z notranjim izgorevanjem. Imamo še kopico drugih elementov, ki seveda so lahko v rotaciji, ampak so prestali že določeno količino kilometrov. In tu lahko pridemo do tiste poglavitne točke. Max Verstappen do konca sezone se mora izogibati kaznim na štartnem razporedu. Zato v Monzi, praktično v templju hitrosti, je lahko imel tudi pogonski sklop z bolj varčnimi nastavitvami, da je prihranil pri elementu MGUH, MGUK in predvsem turbokompresor. Na hitro bi lahko tu videli, da pravzaprav kakšen bolj varčen program bi lahko bil vzrok za nižjo končno hitrost. In nižja končna hitrost bi se poznala prvič po slabšem rezultatu in seveda drugič potem, da sta bila Max in Perez nekako tam blizu skupaj. Ampak kot zanimivost, ki nima veze z današnjo temo, bi vam rad povedal še nek podatek. V sezoni 2023 je Max Verstappen zmagal veliko nagrado Italije s časom ure 13 minut, 41 sekund in 143 tisočink. In videli smo, da v sezoni 2024 so bili v Formuli 1 hitrejši, vsaj na kvalifikacijah, ampak na dirki. Charles Leclerc je tisti, ki je seveda zmagal veliko nagrado Italije s časom ure 14 minut, 40 sekund in 727 tisočink. Govorimo o približno zaokroženo minuti razlike. In sedaj vidimo, da pravzaprav tudi v templju hitrosti visoka končna hitrost lahko ni tisti pravi pokazatelj, ampak pustimo sedaj to. Slabši rezultat Maxa Verstappena v Italiji je bil lahko tudi posledica tega, da mora varčevati na pogonskem sklopu. Če mu gre, na primer, turbokompresor, bo dirko začel 10 mest zadaj, kar bi znalo biti kritično. Do konca sezone je še 8 velikih nagrad. Max Verstappen ima 62 točk prednosti. Torej, lahko si privošči, da na dirko zgubi 7,75 točke. In še zmeraj bo na enakem kot Lando Norris, predstavljamo si lahko, da bo na koncu imel več zmag. Na veliki nagradi Italije je Max Verstappen izgubil 8 točk in glede na generalno sliko bi lahko dejali, da na dirki v Monzi Max Verstappen v resnici ni bil poraženec. Lahko bi bila situacija bistveno slabša. Kaj lahko pričakujemo na naslednjih dirkah? Podobno sliko v Azerbajdžanu, medtem ko v Singapurju bodo zadeve bolj uravnotežene, kajti proga za veliko nagrado Singapurja ni tako zahtevna, kar se tiče pogonskih sklopov. Ampak pri Red Bullu bodo zagotovo dobili neko rešitev, kar se tiče dna, če je tu srž problema. Drugače bodo uporabili starejšo varianto in na to iz tiste točke šli v novo smer, podobno kot so to napravili pri Ferrariju. Ampak kar se tiče problematike pogonskega sklopa,
bo moral Max Verstappen varčevati. In upam, da nam je to jasno. Mnogi so vgradili prav pri dirki za veliko nagrado Italije nove komplete. Max je na veliki nagradi Belgije vgradil samo nov motor z notranjim izgorevanjem, ostale elementi so pa tisti, ki smo jih videli na veliki nagradi Avstrije. Oni, ki so v rezervi, imajo pa v resnici še več kilometrov. Tako da to je morda eno videnje, kaj je tista hiba Red Bulla RB20 in zakaj lahko niso tako konkurenčni. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.